Ste dolgoletni poznavalec zdravstvenega sistema in vseh tokov, ki se odvijajo znotraj njega, in dobro veste, kaj se dogaja tudi v zdajšnji situaciji, ko so čakalne vrste, čakalne dobe postale nevzdržne in ko je nujno treba poiskati pravo formulo za razvoj zdravstvenega sistema v ustrezno smer, v tisto smer, kjer bo pacient res dobil storitev takrat, ko jo potrebuje. Kakšna je tista prava vizija? Je to nekaj, o čemer je tekla beseda na Brdu pri Kranju, na tokratnem posvetu, ali je to le osnova, na kateri bo treba še pod navednicami veliko delati? Mislim, da je predvsem drugo. Namreč napovedali so tudi uredbe, ki ne bodo dejansko implementirane te ukrepe, ampak morda je kot vselej najbolje začeti s pohvalo. V tem času, kot je bilo na razpolago ministru in njegovi ekipi, so pripeljali interventni zakon z dodatnimi sredstvi in nakazali smer, da se bo povečevalo večji obseg kot do sedaj, torej bomo prešli iz nekega planskega zdravstvenega sistema v produktivni zdravstveni sistem. Seveda, kot zadnje obdobje delujem, se iz produktivnega zdravstvenega sistema umikam ali pa nekako interes usmerjam v kakovostni in varni zdravstveni sistem. Torej, cilj je meriti rezultate dela in stimulirati izvajalce, posameznega zdravnika, medicinsko sestro, glede na rezultat njegovega dela. Tako da, temelji so, potrebno bo dejansko poiskati sozvočje ali pa dialog z upravami zdravstvenih zavodov in pa seveda z neposrednimi izvajalci, to je zdravniki, medicinskimi sestri, da bodo te ideje udejanjili. V vsakem primeru pa velja napotek, če se plačuje v zdravstvenem sistemu samo realizacija, brez ustreznih vizionarskih ali pa glede na problem postavljenih spodbud, se je do sedaj vselej tudi v Sloveniji doseglo ravno nasprotno. Torej, če mislimo, da bomo z dodatnimi sredstvi in plačilom po realizaciji odpravili čakalne dobe, napovedujem, da se bodo čakalne dobe kvečjemu podaljšale. Namreč gre za sistem, da vsak raje pobira češnje, ki smo blizu, ne pleza po drevesu, vsak bo počel tiste storitve, ki bodo dobro plačane, ne pa tiste, ki jih dejansko ljudje potrebujo. Ne vedno se to dvoje pokrije. Lahko, da dejansko ljudje potrebujejo dražje posege ali operacije, ampak danes vemo, da je največji problem prav vstop v zdravstveni sistem, prvi pregledi, ki so, bi rekel, izjemno slabo plačani oziroma ni pravih spodbud. Kaj pa začrtane usmeritve v smislu centralizacije sistema? Torej, vlada oziroma minister si je zadal nekako sanacijo javnih zdravstvenih zavodov, povečal je tudi svojo moč in vpliv v zdravstvenih zavodih, s tem, da bo imel vlogo pri imenovanju svetov zdravstvenih zavodov in povečal tudi nadzor z notranjim revizorjem. Nekatere države v Evropi se umikajo v avtonomnost zdravstvenih zavodov, to pomeni, da prepuščajo bistveno večjo vlogo menedžmentu in se dejansko ukvarjajo z zdravstveno politiko, z usmerjanjem zdravstvenega sistema v prihodnje. Morda je začutil, da je tu veliki manjko in da so tu še določene rezerve, zato tudi velik del svoje energije usmerja v ureditev poslovanja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov. Priznati moramo, da se je to izboljšalo, predvsem za časa covida, ampak verjetno prihaja zdaj spet obdobje pred covidom, ko bodo rdeče številke spet na planu. Tu je del rešitve tudi v plačilu po realizaciji. Javni zavodi so pred covidom nekako polovico svojih izgub ali presežka odhodkov nad prihodki pripisali plačilu po realizaciji. To pomeni, da recimo ne bodo imeli več argumenta za to, da niso ustrezno plačani. Nekoliko bo znižana njihova izguba ali presežek odhodkov nad prihodki. Žal, samo plačilo po realizaciji v okviru današnjih razmer državljanov ne bo prineslo ničesar, kajti te storitve so že danes narejene. To pomeni, da bo potrebno opraviti najprej toliko kot lani, s tem bodo zavodi dobili nekoliko več sredstev kot prej, ampak potem bo treba pa nad to dvigati produktivnost, da bodo dejansko se izboljšala dostopnost in ostale stvari, ki so bile napovedane. Pogrešal sem pa vseeno, to moram iz dna duše in srca povedati, besedo kakovost in varnost. To je danes hit
V svetu se pogovarjamo samo še kakovost in varnost opravljene storitve, pogovarjamo samo še, ali je izmeren rezultat storitve in ali je bila dejansko storitev pravilno opravljena, pri pravem človeku, pravi čas in prav tudi na prvo žogo. In pri tem je seveda nujna tudi vključitev besede pacient. Pacienti so danes ne nazadnje ujeti v dolgih čakalnih vrstah. Kaj dejansko bodo načrtovane, začrtane spremembe prinesle v smislu varnosti in kakovosti, ki se tiče pacientov? No, v razgovorih z ministrom sem zaznal in na nek način sprejel tudi njegovo usmeritev, pravi, da je potrebno najprej stabilizirati zdravstveni sistem kot tak, torej zdravstvene zavode, izvajalce, zdravnike, medicinske sestre in vse ostalo. Ko bo to stabiliziral, zato si je vzel čas leto in pol, na kar pa usporedno ali pa sukcesivno zatem pripravlja dolgoročne rešitve, ki bo tudi to problematiko, ki smo jo zdaj pri tem vprašanju izpostavila, reševal, torej, da bo dejansko postal državljan center zdravstvenega sistema. Z današnjimi ukrepi pacient ni še in ne bo v centru zdravstvenega sistema. V centru zdravstvenega sistema bo takrat, ko se ne bomo več pogovarjali, ali zdravstveni zavodi sploh vodijo čakalne sezname, ali direktorji sledijo usmeritvam zdravstvene politike in tako naprej, in da teh tem sploh ne bo in bomo govorili samo zadovoljen pacient, dobro opravljena storitev, pacient, bolnik, ali danes v svetu ne govorimo več o pacientu, ampak govorimo o državljanju in državljankah. S tem pokažemo, da ne samo kurativa in preventiva, da skrbimo za preventivo, za njegovo zdravje, preden vstopi v zdravstveni sistem. Jaz upam in polagam, minister je pokazal veliko voljo, pripravljenost, da vodi sistem, da se tega dobro zaveda, saj v tvojem dialogu to ve, da bo v to smer tudi vodil sistem, da bo po prvem poglavju, ko bo sistem bolj stabilen, postavil na prvo stran knjige državljane in državljanko in njegove zdravstvene potrebe. In pri tem naj bi pomembno vlogo odigral tudi strateški svet resornega ministra, v katerem boste sodelovali, kaj ne? Torej, povabljen sem bil, formalno pravno moramo še dogovoriti o vlogah, nalogah, časovnih, terminskih rokih, tako da bomo morda v tem drugi priložnosti, ko bo nekaj več na papirju. Seveda, moj moto ali pa bi rekel, moja usmeritev od leta 2012 je, da kdorkoli pokliče in želi moje nasvete ali pa znanje, sem na razpolago. In tako sem se odzval tudi klicu aktualnega ministra, bil drugi minister, ki me poklical, poleg gospoda Tomaža Gantarja. Seveda v Sloveniji delujem pa samo pro bono.